Dobro, jaz predlagam, da kar začnemo. Veliko veselja mi je, da smo se danes zbrali, da nekako imenujemo županjo, da imenujemo otroške, se pravi občinski svet občine Ormož, ki verjamem, da bo konstruktivno sodeloval, da bo podal mnenja, da bo podal izzive in da bo tudi skozi svoje oči pogledal, na kak način si tudi naše mlajše občane občine Ormož želijo, da preoblikujemo samo občino Ormož oziroma kakšno življenje je treba vpeti, da bo življenje tudi z vaših oči lepše in boljše. Jaz bi se ob tem začetku predvsem zahvalil vsem tistim, ki ste pri tvorjenju tega občinskega sveta sodelovali, ki ste nekako sledili vsem tem smernicam, se pravi kompletni ekipi občinske uprave, ravnateljem, učiteljem, tudi konec koncev, pa tudi vam, otrokom velika zahvala, da ste to pripravljenost, to angažiranost želite nekako tvoriti, spodbudite in pa da bomo skupaj na vseh sejah, ki nas čakajo v tem letu, v tem mandatu, da bomo skupaj pogovarjali, da bomo skupaj vaše želje upoštevali, da jih bomo konec koncev tudi predebatirali na samem občinskem svetu in da bomo tudi kakšno vašo željo, kakšno vašo napotek, idejo tudi uvrstili v sam proračun občine Ormož. Zato jaz vam predvsem želim enega takega uspešnega tvornega dela. Verjamem, da boste nek novi pridih, nek novi zagon v občini Ormož pripravili in delali. Konec koncev ste zdaj vi tiste, ki zastopate, bom rekel, vašo generacijo, ste tisti, ki boste dajali ideje, dajali pobude in to je res spoštovanje vredno, da se v taki meji tudi vsega tega udeležite in podejstvujete. Poleg mene je tudi sedi županja, ki jo bomo kasneje, jaz verjamem, tudi potrdili in imenovali. Verjamem, da bomo dobro sodelovali, verjamem, da bomo skupaj se tudi katere občinske prireditve tudi udeležili in moram reči, da tudi z nekim spoštovanjem bom tudi sam nekako zadovoljen, ko se mi bo pridružilo na kateri prireditve, tako da bomo oba nekako zastopala vse te naše generacije pa našo kompletno občino Ormož. Zdaj, nekako me tudi veseli to, da ste se osnovne šole nekako zmenile in pa na kak način ta občinski svet tvorimo, kar se tiče kadrovsko. Naša želja, bom tudi povedal, iz občinske uprave oziroma iz občine ni bila, da politično kogarkoli nastavljamo, ampak da res dobimo ljudi, ki so pripravljeni delati in pa tudi lepo je in pa da ste se dogovorili tudi, da se bo nekako županja oziroma župan imenoval, se pravi, v nekem krožnem sistemu po osnovnih šolah in da letos začnemo z osnovno šolo Ormož. Tako da to bi bile te uvodne moje besede. Kar se tiče vsega tega, še enkrat čestitke pa zahvala vsem tistim, ki ste pri tem sodelovali in ki boste to zgodbo nekako tvorili. Zdaj, da gremo malo bolj uradno, z samim vabilom ste tudi dobili predlog dnevnega reda, katerega bi se nekako danes držali. Dobili ste kot predlog dnevnega reda, se pravi pozdravni nagovor župana in potrditev dnevnega reda. Po drugo točko imamo kadrovske zadeve, da potrdimo mandat županja otroškega občinskega sveta občine Ormož, da potrdimo mandat podžupanja otroškega občinskega sveta občine Ormož. Po tretjo točko uresničevanje nalog občine skozi oči osnovnošolcev. In pa četrta točka, pobude, predloge in vprašanje županu. Pa vas sprašujem, če se s takšnim predlogom dnevnega reda strinjate ali bi karkoli dodali, odzeli. Zdaj, če se strinjate, bi prosil z potrditvijo, z dvigom rok. Se vsi strinjate? Zdaj, ena se je vzdržala, ali vsi se strinjate? Tako da je soglasno dnevni red sprejet. Zato bi kar prišli na kadrovske zadeve pod točko 2.
To je potrditev mandata županje otroškega občinskega sveta občine Ormož. Tako kot je že bilo povedano, ste se med šolami, je bilo dogovorjeno, da vsako leto druga šola predlaga župana. Letos je predlog županje predlagala oziroma župan predlagala osnovna šola Ormož in ta predlog je, da se za županjo otroškega občinskega sveta občine Ormož imenuje Žana Marij Kaloh. Pa bi mogoče takšen predlog kar dali v potrditev, če se vsi strinjate, da je naša nova županja otroškega občinskega sveta občine Ormož Žana Marij Kaloh. Se strinjamo s tem? Bi prosil za potrditev z dvigom rok. Tudi vidim, da ste ta sklep soglasno sprejeli in pa da ste za županjo otroškega občinskega sveta občine Ormož imenuje Žana Marij Kaloh. Žana Marij, čestitam ob imenovanju, želim si enega tvornega sodelovanja, če bo karkoli, da boste imeli vprašanja, pomisleke ze strani osnovnošolcev, sem vedno na voljo, tako da moja pisarna je vedno odprta, pridi si predloge, idejami in bomo skupaj probali čim več vaših želj tudi uresničiti. Hvala. Pa en aplavz mogoče za njega. Zdaj, ker pa bo županja tudi imela dosti dela, dosti obveznosti, je prav, da se imenuje tudi podžupanja, ki bo jo nekako nadomeščala ob kakšnih prireditvah, ob kakšnih ostalih zadevah, tako da ji bo malo olajšala oziroma tudi večkrat pomagala tudi pri katerih odločitvah. Zato je prav, da se tudi imenuje, se pravi, podžupanja otroškega občinskega sveta občine Ormož. Tudi tukaj je bilo prav tako med šolami dogovorjeno, da se podžupan zaradi priprave na sejo imenuje iz iste šole kot župan, da se nekako z dnevnim redom, da se vse ostalo uskladita, tudi okrog točk, okrog vsega. In predlog je, da se za podžupanje otroškega občinskega sveta občine Ormož imenuje Iza Korpar. Pa dajem tudi takšen sklep na glasovanje, ali se strinjate, da je Iza Korpar nova podžupanja otroškega občinskega sveta. Prosim, če potrdite ta sklep z dvigom rok. Vidim, da je tudi ta sklep soglasno sprejet, zato tudi lahko danes potrdimo oziroma imenujemo tudi podžupanjo otroškega občinskega sveta in to je Iza Korpar. Jaz tudi Ize, isto, žive se da. S tem smo končali kadrovske zadeve, zato bi mogoče predal županje prvo besedo, pa da nam spregovori. Torej, najlepša hvala za besedo. Vse prisutne bene najlepše pozdravljam in se vam zahvaljujem za zaupanje. Predlagam, da bi prešli na 3. točko dnevnega reda in sicer uresničevanje nalog občine skozi oči osnovnošolcev, torej nas. Zato bi najprej prosila gospod Matejo Zemljak, da kot uvod v to točko dnevnega reda vsem prisotnim v kratkem predstavi našo občino. Občina Ormož je ena izmed 212 občin. Leži v severovzhodnem delu Slovenije in meji na občine Središče ob Dravi, Ljutomer, Sveti Tomaž, Dornava, Gorišnica in na južni strani na Republiko Hrvaško. Je del Prlekije, pokrajine med Muro in Dravo in spada v Podravsko statistično regijo. Zajema širše ozemlje in sicer z ravnino na jugu in z gričevjem na severu. To je južni ravninski del in pa severni gričevnat del. Občina je prepoznana po vinski kulturi, kulinariki, običajih, neokrnjeni naravi in dobrih ljudeh. Tukajšnje življenje je prekrasno v vseh letnih časih. Po Ormoških goricah vodi vinska turistična cesta, kjer uspevajo in zorijo najžlahtnejša vina. Središče občine je mesto Ormož
mesto nad Dravo z lepo urejeno graščino, parkom, cerkvijo in urbano urejenostjo, arheološka odkritja uvrščajo mesto Ormož med največja srednjeveška prazgodovinska najdišča. Občina meri 141 kvadratnih kilometrov, po podatkih statističnega urada ima na dan 1.1.2019 11.942 prebivalcev, od tega je 5.987 moških in 5.955 žensk. Ožji deli občine so krajevne skupnosti. Občina Ormož jih ima 6, in sicer Ivenkovce, Miklavž pri Ormožu, Kok, Ormož, Podgorci in pa Veliko Nedeljo. Občina ima 61 naselij. Občina ima svoj grb, ima svojo zastavo in pa ponoven občinski praznik. Za praznik občine Ormož je določen 16. junij, to je datum nastanka listine, v kateri je najstarejša omemba imena Holermos, Ormož, to je bil 16. junij 1273. Na dan 16. junij se praznuje tudi prva omemba pridobitve mestnih pravic mesta Ormož v letu 1331. Občine v Republiki Sloveniji ureja zakon o lokalni samoupravi. Po tem zakonu se občine lahko povezujejo v pokrajine, ki pa jih še nimamo. Naloge občine so določene v zakonu o lokalni samoupravi in pa statutu občine. Naloga občine je zagotoviti oziroma zagotavljati čim bolj ugodne razmere za vsestransko dobrobit njenih občank in občanov. Naloga občine je, da zagotavlja in pa pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost, zato občina ustanavlja vrtce, šole, glasbeno šolo, osnovno šolo s prilagojenim programom, Zavod za izobraževanje odraslih, pri nas je to skupaj z mladinskim centrom. Občina financira tudi dodatne programe v vrtcih, šolah, šolske prevoze in občina je soustanoviteljica gimnazije v Ormožu. Zagotavlja in pa pospešuje tudi zdravstveno dejavnost. Občina je ustanoviteljica zdravstvenega doma, in pa lekarne. Pospešuje kulturno dejavnost, ustanovila je knjižnico, muzej in pa za medijsko obveščanje prebivalcev, Zavod za informiranje, imamo Radio Prlek. Skrbi za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, in sicer za vodovod, za kanalizacijo s čistilnimi napravami, občinske ceste, kolesarske steze, javno razsvetljavo, pokopališča, za urejenost pokopališč, parkirišča in pa za tržnico. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, tako da sprejema prostorske akte, gradi komunalno infrastrukturo v poslovni coni in išče investitorje. Ustanovila je tudi javno razvojno agencijo in pa mrežni podjetniški inkubator. Gradi športno infrastrukturo, in sicer telovadnica, zunanja športna igrišča,
in pa občina je lastnica letnega in pa zimskega bazena. Upravlja s občinskim premoženjem in pa skrbi za urejenost javnih površin. Pospešuje raziskovalno, kulturno in pa društveno dejavnost in sicer sofinancira programe športa, ljubiteljske kulture, humanitarno dejavnost, turistična društva in pa mladinske in študentske organizacije. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in pa stanovanjskih objektov in ima v lasti blizu 185 stanovanj v različnih blokih po občini. Skrbi za požarno varnost, tako da financira gasilska društva in ima tudi štab civilne zaščite. Sprejema prostorske akte, s katerimi določa namensko rabo prostora. Občina je tudi solastnica Centra za starejše občane, s čimer je poskrbela tudi za starostnike. Občino predstavlja župan. Najvišji organ odločanja je občinski svet, ki šteje 20 članov. Občinska uprava pa izvršuje odločitve župana in pa občinskega sveta in opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in pa razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Gospe Mateji se iskreno zahvaljujem za predstavitev kot v uvod. Prehajamo pa na prvi sklop v okviru 3. točke dnevnega reda, ki zajema občina gradi športno infrastrukturo, komunalno infrastrukturo in objekte za vzgojo in izobraževanje. Po vsakem sklopu ima vsaka šola tudi svojo predstavitev, zato bi najprej podala besedo predstavniku osnovne šole Ivankovci, da predstavijo svojo predstavitev. Lep pozdrav vsem. Sem Tanja Vardin in prihajam iz osnovne šole Ivankovci. V naši krajevni skupnosti imamo športne igrišče, ki zajema igrišče za nogomet, rokomet, košarko, imamo tudi atletsko stezo, stezo za skok v daljino, prostor za suvanje krogle, igrišče za odbojko na mivki in tudi dve igrišče za tenis. Zraven šole imamo šolsko telovadnico, ki je koriščena za potrebe pouka. Uporabljajo jo otroci vrtca, ki se telovadbe v telovadnici vedno radi veselijo. V pozno jesenskem in zimskem popoldanskem času imamo v njej razne športne rekreativne dejavnosti v okviru športnih in drugih društev na okolici krajevne skupnosti. Želeli bi si, da glede na to, da imamo primerne površine ob telovadnici in so na naši šoli bili bivši učenci dobri rokometaši, razširitev telovadnice oziroma pridobitev tribun, da bi lahko tudi v Ivankovcih kdaj gostili kakšno športno tekmovanje ali rokometne tekme. Ker pa tudi dvakrat letno imamo projekt Promet Mekača, katero hodimo en teden peš v šolo in veliko učencev tudi se pride v šolo z kolesom, bi radi pridobili kolesarske steze z primernimi oznakami, kar bi potem tudi pripomoglo k spodbujanju turizma. Komunalna infrastruktura. Imamo vodovod in kanalizacijo z čistilno napravo, ki je uporabljena samo na strnjenem naselju Ivankovcev in ne dosega drugih vaseh. Želimo si, da bi občina spodbujala še naprej gradnjo kanalizacije, ki je seveda to mogoče. Spodbujala bi tudi k nabavi manjših bioloških čistilnih naprav za gospodinjstva. S tem bi tudi pripomogli k čistejšemu okolju in manjšemu osnaževanju zraka. Objekti vzgoje in izobraževanja. Imamo šolo, ki je v dobrem stanju, je energetsko varčna šola, saj je bila energetsko sanirana pred 2 letoma. Zelo smo ponosni na krajevno knjižnico in prizidek vrtca, ki je omogočala otrokom boljšo kvaliteto bivanja in, kot sem prej tudi omenila, telovadnico. Želeli bi si, da bi v okolici šole naredili igrala za manjše otroke in fitness na prostem, saj je v šoli veliko časa in bi tudi v popoldanskem času lahko otroci s starši krepili moč, se gibali na svežem zraku in se družili.
In glede na to, da gre tehnika in tehnologija z časom vedno naprej in da večina uporablja pametne telefone, bi radi, da bi se tam ustvarilo kakšne same polnilne pametne klopce, ker druge države, ki so že z tehniko malo v napredku, se to že imajo. Hvala. Zdaj pa naslednji šoli, da ga prosim osnovno šolo Miklaš Pirović, da predstavi svoje stališče. Osnovna šola Miklaš Pirović ima 2 telovadnice, eno na Kobu, eno pri Miklavžu. Obe šolski telovadnici so dobro opremljeni, imata novo opremo. Telovadnica na Kobu je nova. Po naši oceni zadostuje potrebe mladih in vsem ostalim lokalnim skupnostim. Dopoldanske čase telovadnica namenjena za osnovnošolce in za otroke iz vrtca. V popoldanskem času pa uporabljajo tudi drugi rekreativni športniki oziroma krajani. Športna igrišča. Imamo 2 športni igrišči, pri Miklavži na Kobu. V Miklavži je igrišče obnovljeno, imamo novo tekaško stezo, nova igrala in nove klopi. Na Kobu je igrišče manjše in starejše, okolica igrišča manj urejena, igrišče pa nujno potrebuje novo ograjo. Pogrešam pa tudi tekaško stezo, ki bi učencem omogočala boljše rezultate pri teku, sicer morajo tekat prihajati k Miklavžu. Bazen. Poletni bazen v Ormoškem parku pogosto uporabljamo, ravno tako uporabljamo tudi odbojkarsko igrišče, ki je na bazenu. Okolica je lepo urejena, prostora je dovolj. Naš predlog prihodnje pa je, da bazen opremimo s kakšnim dodatnim toboganom, morda celo skakalnico. Čeprav bi verjetno bilo bolj smiselno v ta namen zgraditi dodatni globlji bazen. Zimski bazen v Ormožu uporabljamo redko. Večji največkrat le v okviru šolskega športnega dneva plavanja. Bazen se nam kljub temu zdi majhen in dobra pridobitev za Ormož, saj se da lahko vsi otroci naučijo plavati. Želeli pa si, da bi bil bazen odprt tudi med tednom v popoldanskem času in med vikendi. Hvala. Potem predam besedo predstavniku osnovne šole Ormož, da predstavijo svoje ideje in zamisli. Torej, športna infrastruktura. Pri nas smo mnenja, da imamo na razpolago dovolj možnosti za različna športna udejstvovanja, vendar imamo mestno grado, v kateri je igrišče za košarko, atletsko stezo imamo, teniško igrišče, nogometno igrišče in letni in zimski bazen. Zelo veseli pa smo, da se je zaključila gradnja telovadnice na Hrdeku in da bomo končne ure športa lahko kvalitetnejše izvajali. V mestni grabi pa bi si želeli, da bi se namestil kakšen piknik za vodo in zgradili skate poligon, tole poligon za rolkanje. V fitnessu pa na prostem pa si želimo še kakšno dodatno napravo. Tudi motorični park bi bil zelo dobrodošel. Pred šolo si želimo asfaltirano igrišče, ki bi ga lahko koristili tudi celo leto. Komunalna infrastruktura. Pri tem menimo, da je občina dobro skrbi za to področje in da nam je všeč čistoča in urejenost mesta. Travnate površine pa so redko pokošene, so vredno pokošene, rože v koritih so lepo urejene. Veseli smo, da so se uredila dodatna parkirna mesta pri naši šoli. Po Ormoži pa si želimo tudi boljše urejene kolesarske steze, to predvsem. Objekti vzgoje in izobraževanja. Menimo, da imamo lep vrtec in sodoben lep vrtec, veseli pa smo, da je v Ormožu glasbena šola. Imamo tudi osnovno šolo s prilagojenjem programov Osnovna šola Stanka Vraza. Veliko prednost vidim pa v tem, da imamo v mestu Ormoško gimnazijo. Naša šola, Osnovna šola Ormož, pa ima prekrasno zunanjo podobo, v novembru pa jo bomo odeli tudi v nove barve po učilnicah. Zelo veseli smo, oziroma smo se razveselili prenovljene jedilnice in kuhinje, v kateri naši kuharji pripravljajo odlične obroke. Želeli pa bi si sodobnejšo notranjo opremo v učilnicah. Hvala. Sedaj bi predala besedo osnovni šoli Stanka Vraza, da nam predstavijo tudi svoje ideje. Zelo smo zadovoljni, ker je bila naša šola v preteklih letih obnovljena. Dobila je novo streho, fasado, okna in vhodna vrata. Delo in življenje v njej je prijetno. Veseli nas, da je okrog šole dosti športnih površin in pripomočkov, ki jih lahko uporabljamo. Dobro je tudi, da imamo v Ormožu zimski bazen,
kjer se učimo plavati, tako se nam ni treba voziti daleč na plavalni tečaj. Mislimo, da so ceste in vodovod v občini dobro urejeni. Radi bi, da se uredi še naša telovadnica, vendar vemo, da je sedaj treba malo počakati, da uredijo še druge šole in vrtce. Hvala. Sedaj pozivam še zadnjo šolo k besedi, torej osnovno šolo Velika nedelja. V krajevni skupnosti Velika nedelja in krajevni skupnosti Podgorci smo zelo zadovoljni športno infrastrukturo. Imamo ustrezno atletsko stezo in telovadnico, ki je bila v lanskem letu tudi prenovljena. V telovadnici imamo dovolj žog in opreme, želeli pa bi si tudi kakšno dodatno lestev za plezanje. Igrišče za košarko, nogomet in tenis se nam tudi zdijo lepo urejene, nekaj težav pa nam definitivno povzroča lokacija telovadnice in šole, saj sta ločeni in moramo na športno vzgojo po stopnicah preko ceste in mimo kulturnega doma. Šole, ki pa imajo povezano telovadnico s šolo, kot so na primer podružnica Podgorci, pa veliko lažje izvajajo pouk športa. Zadovoljni smo z ureditvijo pločnikov ter javno razsvetljavo. Ker v šolo večkrat pridemo s kolesi in je cesta zelo prometna, bi si želeli urejene kolesarske steze. Pogrešamo tudi urejeno parkirišče pri šoli. Ker je cesta, ki povezuje matično šolo in podružnico Podgorci v zelo slabem stanju, vse polna lukenj, razpok in pokrpanih delov, kjer so pa mostovi pa tudi zelo zožena, si želimo tudi, da bi prenovili cesto. Opažamo, da je večina obcestnih jarkov prenovljena, vendar so kanali zelo hitro zamašijo in jarki v večjih nalivih poplavijo. Velikonedeljski vrtec je nov in zelo lep, urejeno ima tudi parkirišče in številna igrala v okviru vrtca. Vrtec Podgorci je sicer prenovljen, vendar precej premajhen. Prav tako je prenovljena podružnica šola Podgorci, ki se nam zdi v dobrem stanju. V Veliki nedelji imamo staro šolo. Všeč nam je sicer stara šola, ampak je potrebna zelo velike prenove, še precej od znotraj. Stene so razpokane in je nujno jih takoj prebeliti. V nekaterih učilnicah bi zamenjali tudi šolske klopi in stole. Tudi talne obloge so uničene, zato jih je treba zamenjati tudi lestence. Hvala za besedo. Hvala. Torej predlagam, da bi prešli na drugi sklop, ki zajema občina, zakaj občina skrbi. Občina skrbi za zdravstveno dejavnost, knjižnično dejavnost, muzejsko dejavnost, obveščenost prebivalstva preko medijev, občinska stanovanja, gasilsko službo in civilno zaščito. Torej, spet prosim najprej osnovno šolo Ivankovci, da predstavijo svoje stališče. Hvala. Lep pozdrav tudi vsem v mojem imenu, sem Žan iz osnovne šole Ivankovci. Naša krajevna skupnost ima ambulanto splošne medicine enkrat tedensko, kar pomeni prisoten zdravnik in medicinska sestra. V novi zgradbi ob cesti Ljutomer-Ormož. Imamo tudi zobno protetiko vsak dan v tednu. S pomočjo donacij pa smo leta 2017 na šolski zgradbi namestili aparat za hitro oživljanje, v Ivankovci pa imamo sedaj 2. Predlagamo pa, da prihaja zdravnik v ambulanto večkrat na teden, vsaj 3-krat, tako bi vsi prebivalci imeli boljši dostop do zdravnika, glede na to, da ima krajevna skupnost Ivankovci približno 2300 prebivalcev. Poznamo tudi druge krajevne skupnosti z manj prebivalcev in imajo zdravnika vsak dan v ambulanti. Želeli še bi, da imamo občasno medicino dela v prostori za ambulante, saj hodimo učenci vsako leto na zdravniške preglede in zobozdravstvene preglede, se vozimo z avtobusom v zdravstveni dom Ormož. S tem porajamo ogromno časa, onesnažujemo okolje in izgubljamo čas v prevozu. In želeli še bi, da bi imeli zobozdravstveno ambulanto dostopno za učence in ostale krajine krajevne skupnosti Ivankovci neplačniško. Hvala. Osnovna šola Miklavž, prosim, da zdaj vi predstavite svojo predstavitev. Občina Ormož po našem mnenju dobro skrbi za zdravstveno dejavnost. Všeč nam je, da je zdravstveni dom v Ormožu lepo prenovljen in zelo prostoren.
Opažamo, da uporabniki, ki niso iz Ormoža, imajo občasno težave z iskanjem parkirnih mest. Zato, ker zdravstveni dom velikokrat obiskujejo starejši občani, ki težje pridajo do zdravstvenega doma oziroma nimajo prevoza ali ne vozijo več. Menimo, da bi bilo pametno, da bi enkrat tedensko prihajal zdravnik k Miklavžu, da bi starejšim in tistim, ki nimajo prevoza, omogočali lažji dostop do zdravnika. Knjižnica v Ormožu se nam zdi dobro opremljena. Včasih imamo tam težave z parkiranjem. Zelo pa smo zadovoljni, da v Miklavžu dobimo novo knjižnico, ki bo omogočila lažji dostop za vse uporabnike. V krajevni skupnosti Miklavž imamo 3 gasilska društva, ki so zelo aktivna. Pri Miklavžu je v prostovoljnem gasilskem društvu kar 45 mladih, ki redno obiskuje gasilske vaje. 4 leta zapored smo bili tudi na državnih tekmovanjih. Zelo pa smo zadovoljni z novo opremo, ki je v gasilskem društvu pri Miklavžu, in da dobimo novo gasilsko vozilo v prostovoljnem gasilskem društvu na Vitanu. Hvala. Sedaj bi prosila osnovno šolo Ormož, da preda svojo predstavitev in nam predstavi, kaj ste se zamislili. Mi smo zelo zadovoljni, da imamo v mestu zdravstveni dom in 2 lekarni. Imamo lepo in novo knjižnico, ki ima zelo bogato izbiro knjig. Tudi naš muzej nudi veliko možnosti spoznavanja naše kulturne dediščine in zgodovine. Naš lokalni radio obvešča poslušalce o dogodkih naše občine in širše. Na kabelski televiziji si želimo več programa, ki bi bil namenjen naši populaciji. Želeli bi si, da bi obudili Kerenčičev trg, kakšna kavarnica ali slaščičarna, kjer bi ljudje lahko posedeli in se družili. Tudi kakšna knjigarna bi nas zelo razveselila. Stare zgradbe, kot sta stara lekarna in hotel, bi lahko preuredili za nove namene. V Ormožu si želimo več trgovin za mlade, kot so trgovine za športna oblačila in obutev ali oblačila za mlade. Želimo si več dogajanja za mlade med počitnicami in nasploh. Pod okriljem OFAK-a ali Ormoškega poletja bi lahko bilo nekaj prireditev za našo populacijo ali disko za mladoletne. Če želimo spodbujati več druženja med mladimi, bi lahko organizirali nekaj dejavnosti za nas v celi občini, kot so na primer tabori in podobno. Hvala. Potem naprej predajam besedo o osnovni šoli Stavkovina. Občina skrbi za različne dejavnosti, med drugim in prispeva tudi del denarja, da naša šola dobro uspeva. Mi se sicer vozimo v šolo iz vseh okoliških krajev, a imamo sedaj dobro urejen šolski prevoz. Prav pa je, da je v vsaki večjem kraju v občini šola in se drugim otrokom ni treba daleč voziti v šolo. Hvala. Pa še zadnja šola, prosim, da nam predstavite svoje stališča. Hvala za besedo. V Ormožu imamo prenovljen zdravstveni dom, ki nam je zelo všeč. Zadovoljni smo tudi z urejenostjo ambulant, vendar so čakalne vrste pri ortodontih predolge. Prav tako pa bi morali spremeniti sistem naročanja v določenih ambulantah, ker se čaka predolgo. Knjižnica v Ormožu ima veliko knjig ter ima lepe prostore. Naša šolska knjižnica pa je zelo majhna in ima premalo knjig. Želeli pa bi si več knjig v tujih jezikih ter nekoliko večji prostor za knjižnico. Lokalni radio in televizija redno poročata o dogajanju v naših krajih, vendar bi si želeli več programa. Gasilska služba je pri nas odlično organizirana. Mnogi naši osnovnošolci so del gasilskih društev. Gasilci pa povezujejo kraj tudi z gasilskimi veselicami. Tudi z šolo in vrtcem smo zadovoljni.
vendar bi želeli več sodelovanja med šolami v celi občini, kot je na primer Dan Evrope. Želimo pa si tudi več praktičnega dela v šoli, kot je na primer kuhanje in tako dalje. Hvala tudi vam. Torej, se le predlagam, da bi prešli na tretji sklop. Kaj pa je, torej, zakaj občina spodbuja? Torej, občina spodbuja mladinske in študentske organizacije, društveno dejavnost, torej kulturno, športno, humanitarno in pospeševanje gospodarstva. Se opravičujem, ampak pri prejšnji temi ste našo dva učenca ven spustili, ker nista do konca pač povedala vsega. Se opravičujem. Lepo izvolite, imate besedo. Hvala. Knjižnična dejavnost. V krajevni skupnosti Ivankovci imamo krajevno knjižnico od leta 2016 v prostorih šole in skupaj s šolsko knjižnico, v katero nam pripeljajo knjige tudi iz knjižnice Ormož. Na tak način dostopamo učenci, starši, učitelji in ostali prebivalci do knjig in do več znanja. Predlagam pa, imeli bi aktualne knjige v knjižnici za vse bralce, imeli bi literarna srečanja z aktualnimi avtorji v naši knjižnici in enkrat letno srečanje lokalnih avtorov in pogovor z njimi, naprimer Anja Lazar, Ivo Weber in podobno. Muzejsko dejavnost. Muzej Ptuj Ormož obiščamo vsaj enkrat na leto, si ogledamo stalne zbirke razstav in aktualne razstave. Obiščamo ga ob Dnevu Evrope, ko se srečamo z učenci ostalih šole. Občasno si ogledamo tudi zbirko v Veliki nedelji in nas učitelji z vodenim ogledom popeljajo po Ormožu. Predlagam pa, da se manjše etnološke razstave pripravljajo po krajevni skupnosti Ivankovci. Če imajo ljudje prodajo vina, še bi lahko imeli manjšo zbirko na to temo, ali peka kruha, razstava s starimi pripomočki nekoč, ali stari kmetijski pripomočki, vezanine, tkanje iz lanu, prikaz pri naši teti Marti kot vsakoletne prireditve. Obveščenost prebivalcev preko medijev. Mi in naši krajini poslušamo Radio Prlek, gledamo tudi kabelsko televizijo Ormož. Na Radio Prlek imamo tudi otroško oddajo, v kateri sodelujemo 3-krat letno, prav tako v oddaji Maja novice sodeluje vrtec Ivankovci. Beremo ormoške novice in imamo šolski časopis Palma. Spremljamo spletno stran šole in občine. Predlagam pa, da bi še več vsebin ali na radiju, ali na kabelski, ali časopisu bilo namenjeno aktualnim temam, ki bi nas informirale, obveščali, osveščali in podobno. Naprimer pasti interneta, kako si urediti prevoz do trgovine in starejši, ki živijo sami in podobno. Občinska stanovanja. V krajevni skupnosti Ivankovci imamo 15 občinskih stanovanj. So neprestano zasedena. Vem, da bi potrebovali še več. Stanovanjska stiska in povpraševanje po stanovanjih je veliko. Zaradi tega bi ostalo več mladih v naši krajevni skupnosti in bi se priseljevali prebivalci iz mest, saj je pri nas bolj čist zrak, manj onesnaženosti in podobno. Predlagamo pa parcele za mlade družine, ki bi ostale v krajevni skupnosti Ivankovci, saj živimo v lepem okolju, da se zgradi poslovno-stanovanjski objekt z stanovanji in trgovino, saj imamo le eno manjšo trgovino v Žarovinci. Stanovanja za vse družine, ki si ne morejo zgraditi hiše. Imamo kar nekaj parcel, ki bi bile primerne za gradnjo. Gasilska služba in civilna zaščita. Pri nas imamo 2 gasilski društvi in sicer v Ivankovcih in Žarovinci. Obe sta zelo aktivni in pomagata nam, šolarjem, krajanom, pri različnih akcijah, kot so hodijo peš v šolo, usmerjajo promet pri športni akciji, gibajmo se skupaj in podobno. Gasilci zelo skrbijo za vključevanje nas učencev v gasilce, kjer se učimo osnov gašenja požarov. Pomaganje krajanom po poplavah, palazovih, oddrtih drevesih in podobno. Skupaj z gasilci izvedemo čistilno akcijo. Gasilci nam pomagajo usmerjati promet pri prireditvah v Ivankovci. Predlagamo še več učencev in krajanov, da se vključijo v gasilska društva ali civilno zaščito, ki pomaga krajanom in tako pomagali v stiski ljudem, otrokom in živalim in skrbeli za zdravo okolje. Hvala. Torej, sedaj predlagam, da prejdemo na tretji sklop. Torej, zakaj občina spodbuja mladinske in študentske organizacije, društveno dejavnost, kulturno, športno, humanitarno
in pospeševanje gospodarstva. Torej, spet prosim osnovno šolo Ivankovci, da podajo svoje stališče. Lep pozdrav tudi z moje strani, sem Žana Doprijarca z osnovne šole Ivankovce. Mi zelo dobro sodelujemo z Mladinskim centrom Ormož. Veseli smo, da imajo lahko učenci naše šole v domačem kraju treninga rokometa s strani rokometnega kluba Jeruzalem Ormož. Tudi iz Ivankovec prihajajo rokometni talenti, še posebej smo ponosni na našega bivšega učenca Škrinjar Denisa, kateri je bil letos na Mladinskem svetovnem rokometnem prvenstvu kapetan slovenske reprezentance. Tako naj še tukaj enkrat omenim, da bi bili res veseli novih tribun, da bi si lahko kakšno dobro tekmo gledali tudi v Ivankovcih. Na območju krajevne skupnosti Ivankovci delujejo naslednja društva in klube: Kulturno društvo Ivankovce, Športno društvo Ivankovce, Tenis klub, Društvo prijateljev mladine, Turistično društvo ter Pikado klub Pinokio. Na društva in klube smo ponosni, saj so vedno aktivni, nekateri tekmujejo tudi na državnem nivoju. Predlagala bi, da določene dejavnosti, ki jih pripravlja Mladinski center Ormož in tudi drugi klube ter društva Ormoške občine prenesli tudi v našo krajevno skupnost. Pospeševanje gospodarstva. Med gospodarskimi dejavnosti prevladujeta kmetijstvo in turizem. Imamo tudi manjše obrtnike s področji gradbeništva, električarstva, keramičarstva, prevozništva, frizerstva, trgovine in gostinstva. Najbolj razširjeno pa je vinogradništvo. Vsem želimo, da dobro poslujejo, najbolj pa si želimo poslovno-stanovanjski objekt ali vsaj trgovino v Ivankovcih. Hvala. Torej, spet predam besedo osnovni šoli Miklavž pri Ormožu za svoj predstavitev. Mladinske študentske organizacije. V Mladinskem centru Ormož so lepi in prenovljeni prostori. Nismo pa dovolj seznanjeni z njihovim delom. Želimo pa si tudi izvedeti delavnic pri Miklavžu. Naprimer, tisti, ki nima prevoza, da ne bi radi rabili hoditi v Ormož na delavnice, da bi lahko bile pri Miklavžu, tako se bi lahko mi družili. Društvena dejavnost je pri nas zelo aktivna. Imamo turistična društva, kulturna društva, folklore in razne prireditve. Občani množično obiščejo naše prireditve. Pospeševanje gospodarstva. Kljub temu, da smo še šolari osnovne šole in se že poskrbimo za službe, kaj bi imeli, se nas skrbi, da ko se bi končali za šolanje, da ne bi morali dobiti služb v Ormožu ali okolici. Predam besedo osnovni šoli Ormož, da predstavi svoje delo. Naša šola meni, da se občina zelo trudi in pomaga pri spodbujanju različnih aktivnosti. Želimo pa si, da bi mladi naše starosti imeli več dogodkov, predvsem z kulturnega področja, kot so kakšne dobre gledališke predstave ali kino. Učenci naše šole pa se zelo radi družimo med seboj, zato smo ponosni na Mladinski center Ormož, ki nam ponuja veliko možnosti za preživetje našega prostega časa s prijatelji, raznovrstne delavnice, tečaji, priprava obrokov. Ker pa je na naši šoli veliko glasbenih talentov, bi si želeli nek prostor, studio, v katerem bi lahko ustvarjali glasbo in jo snemali. Hvala tudi vam. Torej, naprej predajam besedo osnovni šoli Stanka Mraza za svoje mnenje. Mislim, da občina dobro spodbuja različne dejavnosti. V okolici je dovolj različnih društev, ampak se mi bolj redko vključujemo v njih. Večkrat si lahko v domačem kraju ogledamo kakšno predstavo ali se udeležimo športnega dogodka. Hvala. In še prosim, da osnovna šola Velika nedelja poda svoje stališče. V Veliki nedelji športno področje dela zelo dobro. Menimo, da imamo dovolj veliko ponudbo različnih športnih društev. Tudi kulturna dejavnost je zelo dobra, društvo zelo dobro deluje in je posledično tudi veliko zadovoljstvo med krajani. Imamo obilico zborov in močno zborovsko dejavnost, bolje pa bi bilo, če bi spodbujali več otrok k zborovskemu petju. Na šoli imamo dobrodelne koncerte in v šoli tudi spodbujamo k raznoraznim zbiralnim akcijam.
Turizem pa bi lahko bil bolje izkoriščen, saj imamo v naših krajih veliko naravnih danosti. V Veliki nedelji pa bi si definitivno želeli klopi, kjer bi si lahko turisti v miru ogledali veliko nedeljsko panoramo. Klub ormoških študentov je tudi dobro organiziran in vsako leto pripravlja koncerte za celo občino. Všeč pa nam je tudi dejavnost mladinskega centra Ormož, vendar bi si želeli tudi kakšne poletne kino večere. V naših krajih mnogi živijo od kmetijstva, vendar zato tudi močno delajo. Ob kmetiji potrebujejo še dodatno zaposlitev, zato bi bilo bolje, če bi v Ormožu spodbujali več zaposlevanja. Preveč ljudi je pri nas brezposelnih. Hvala tudi vam. Vsem se zahvaljujem za predstavitve in vaše podana mnenja. Sedaj pa bom odprla razpravo o vseh treh sklopih, ki ste jih zdaj predstavili z predstavitvami, torej in prosim, da se k razpravi prijavite z dvigom roke. Ja, prosim. Moje prvo vprašanje oziroma zanima me, kaj menite o tem, da ali občani občine dovolj uporabljamo športne vzgojno-izobraževalne objekte ali ne, ker moje mnenje je, da jih ne uporabljamo dovolj. Pa običajno, ne vem, raje kaj pokritiziramo, pa da bi jih še bolj uporabljali. Kaj je vaše mnenje? Torej k razpravi se lahko prijavite z dvigom roke, pa če ima kdo kakšno mnenje o tem, kaj je Iza zdaj trenutno povedala, lahko pokomentirate. Meni se zdi, da vsaj v naši krajevni skupnosti, da ne vem za vašo občino, v naši krajevni skupnosti je mogoče malo problem, ker večina učencev živi malo oddaljeno od igrišča in je pa tudi malo problem, ker so vsaj v naši okolici so veliki hribe in bi to včasih povzroča težavo do dostopa. To je moje mnenje. Ja, v Veliki nedelji imamo igrišča, ampak menimo, da imamo premalo igral. Edina so pri vrtcu, druga pa so pri ribniku, ki so že precej stara. Želimo si nova igrala za majhne otroke in tudi nekaj za najstnike. Tako smo dobili idejo, da bi v centru Velike nedelje pri košarkarskem igrišču postavili mini fitness z različnimi pripomočki, naprimer plezalo in naprava za dvigovanje različnih delov telesa. Dodali pa bi tudi gugalnico s plezalom za majhne otroke. S tem bi popestrili Veliko nedeljo in izboljšali kvaliteto življenja najstnikov in tudi otrok v našem kraju. Hvala. Še imam to kakšno vprašanje, kakšno temo za pokomentirate? Sedaj bi prosila gospoda župana, če malo tudi vi povete svoje mnenje o tem, kaj smo trenutno povedali. Ja, hvala za besedo. Zdaj, če se dotaknem okrog izkoriščenosti športnih objektov, za občina Ormož bi si vsekakor želela, da bi izkoriščenost bila dosti večja. Jaz vseeno mislim, da občina Ormož ponuja kar nekaj športnih objektov, športna igrišča so trudili, da nastaja tega čim več. Telovadnic imamo kar nekaj, sicer je malo manj bil zdaj verjetno, kako ste sami ugotavljali, recimo iz osnovne šole Ormož, da je bil manj okrog rdečke telovadnice, ampak verjamem, da se bo zdaj to zapomnilo. Moram povedati, da glede na to, da nas je že malo manj kot 12,000, tako ste prej videli, kar se tega tiče, imamo prvo ligašo okrog rokometa, imamo uspešne zgodbe tudi, kar se tiče osnovnošolcev vas na športnih panogah. Imamo uspešna športna društva, ki so vsaka po svoje kar udejanjajo. Normalno pa je, da še vse telovadnice, to lahko tudi ravnatelji povejo. Mogoče, kar se tiče osnovne šole Ormož, pa mogoče pri Veliki nedelji, ostale telovadnice pa še so dokaj, bi še se dale uporabljati, pa dokaj, bomo rekli, našim krajanom, občanom, tudi vam, vsem ostalim, bi še lahko šle v uporabo. Mogoče, da povem malo razmislek, kam občina Ormož okrog tega študira, verjetno je tudi problem v najemninah in v vsem ostalem. Zdaj športna društva, koliko se vključujejo, rekreacija starejših, mladih in pa vseh ostalih pa mogoče včasih povezana tudi z plačevanjem tiste urne postavke.
nekako študiramo, na kakšen način bi to zadevo zaokrožili, da bi bila telovadnica tudi bolj dostopna krajanom, krajankam. Gledamo tudi ostale občine, sosednje, na kakšen način imajo to rešeno in moram reči, da imajo te zadeve cenejše, ugodneje poskrbljene. Tako da tu mogoče ta zadeva, da malo približamo, kar se tiče z finančnega vidika, pa mogoče dostopnost malo olajšamo. Zdaj, kaj se pa tiče vseeno, tako še enkrat povem, športnega udejstvovanja, tudi šole, osnovne šole se kar dosti angažirate. Posamezne osnovne šole se vključujejo tudi v projekte na regijskem nivoju, na državnem nivoju. Tako da tu moram sam priznati, za strani občine smo zadovoljni, kar se vsega tega tiče. Verjetno pa res, tako dogotavljate, nam manjka predvsem tisto popoldansko športno druženje, aktivnosti, mogoče res približate. Zdaj vem, da se atletski klub Ormož se trude, da proba tudi po krajevni skupnosti hite, pa treninge tudi po krajevni skupnosti izvajate. Tudi rokometni klub po svoje za tabor je z vsem ostalim se nekako približuje tudi ostalim, ki mogoče niso iz Ormoža. Tudi nogometni klub, vem, da vključuje tudi preko osnovnih šol tudi te zadeve. Je pa mogoče res, tako dogotavljate, mogoče krajevni skupnosti bolj te klube, društva, ki se predvsem ukvarjajo z tekmovalnostjo, da vam so čim bolj blizu, da se čim lažje vključite in pa da ni več vprašanje ta dostopnost v Ormožu. To je verjetno res pravi pomislek, ki ga imate, da nekako tudi približamo na same krajevne skupnosti, na same objekte, treninge, športne udejstvovanja, da se lažje, da vam ponudijo več dogajanja, več dogodkov in vas nekako s tem priključijo v to tekmovalnost. Kar se pa tiče igral, je tudi verjetno pomislek na prave smere. Zdaj nekako smo se odločali, da tista igrala, ki so namenjena za same vrtce, so ugrajena zaradi varnosti in pa same predšolske vzgoje in pa vzgoje samih otrok. Verjetno pa je res, da v krajevni skupnosti takšna igrala manjkajo. Tega se zavedamo. Konec konca asfaltno nogometno igrišče, košarkarska tabla, tudi atletska steza, tudi kje odbojkarsko igrišče je verjetno včasih premalo. Zdaj nekatere osnovne šole so skozi projekte tudi uredile, bom rekel, določene, kako bi tamo rekel, pri Miklavžu sta uredile, se pravi, en poligon, recimo, kjer se lahko tudi fitness, taki poligon. Zavedamo se tudi tega, da je teh igral fitness naprav, tudi predlog občinskih svetnikov mora tudi povedati, da je tudi da bi uredili trim steze. Neka fundacija za šport nekaj ponuja, nekaj probamo na tej fazi tudi napraviti, tako da bi želeli tudi, da poleg atletskih stez, poleg nogometnih igrišč še nastanejo v bližnji prihodnosti tudi steze za, bom rekel, drugo udejstvovanje, ne samo ekipno, ampak tudi takšno posamično, se pravi fitness naprave, manjša igrala tudi za vključevanje otrok, ki so še v vrtcih oziroma manjši starostnih skupin osnovnih šol in nekako še to zapolnimo. Tako da predlogi so ta prave, v pravi smeri študirate, tudi veseli me, da študirate okrog športnih objektov, okrog udejstvovanja v samem športu, namreč starše nekako se večkrat, kako bi rekel, smo pri dilemi, ali so naši otroci res zadosti ukvarjajo za športom, grejo ven in se odklopijo od računalnika, od vsega ostalega. Zato moram reči, da je vaše razmišljanje pravo, da sporedno izoblikujemo programe, priključimo čim več dejavnosti, kar se tiče klubov društva, in pa da zadeve nadaljujemo, kar se tiče udejstvovanja športa. Tako da tudi fitness naprave, trim steze, mogoče še kakšne druge naprave, ki bi nekako približale vsem tistem, ki so izven mesta Ormož mogoče, tudi v mestu Ormož so določene zadeve še niso urejene, tako da morali vedeti, ampak po krajevni skupnosti še toliko manj, tako da to priključimo. Zdaj, z velike nedelje je tudi bilo vprašanje okrog teh igral. Vem, da imamo skupaj za krajevno skupnost velika nedelja, se pravi v planu 2020-2021, se pravi zgradite dodatna igrala, dodatna igrišča so najmlajše, tako da bo z te strani tudi v veliki nedelji poskrbljeno.
zdaj, če je to dovolj okrog športnih objektov. Torej, še ima kdo kakšno vprašanje, kakšno mnenje? Ja, prosim. Zanima nas, ali se bodo v Ormožu gradila kakšno stanovanje, saj se ljudje nimajo kam seliti in se izseljujejo iz Ormoža. Ja, zdaj, kar se tiče stanovanj, tudi to prav ugotavljate. Zdaj bi se mogoče navezal tudi na pobudo osnovne šole Ivenkovci, ki je tudi nekako dala pobudo okrog izkoriščenosti samih parcel. Imamo kar nekaj parcel tudi v lasti občine Ormož, ki bi se jih dalo nekako subvencionirano prodati oziroma nekako nameniti za mlade družine, ki bi gradile potem stanovanja pri nas. Zdaj lahko mi tudi potrdijo tudi za strani občinske uprave. Nedolgo nazaj smo sprejeli en odlog že na prvi obravnave, zdaj bomo ga sprejeli na drugi, na naslednji občinski seji, kjer je predvsem spodbuda okrog nakupa občinskih zemljišč, kar se tiče nepozidanih stavbnih zemljišč in takih parcel ravno v Ivenkovci, v krajevni skupnosti Ivenkovci, bo zdaj po eni takem pripravljene elaboratu, ko bodo se meritve zgodile, bo 6 novih parcel, lociranih v osnovni šoli Velika nedelja. Zdaj, kje še imamo parcele občinske, ki jih bomo zdaj za to namenili, so tu v Ormožu, pri Vinski kleti in pa tudi pri Miklavžu nekaj parcel. Ta denar, ki pa bi se zbral vseeno z odkupe, to bo participirala občina približno 30% glede na vrednost zemljišča, pa bi vseeno za tem denarjem, ki se bo zbral za odkupe zemljišč, bomo odkupovali pri ostalih krajevnih skupnostih in nekako probali, tako da ne bi centralizirali samo na Ormož, ker pri Vinski kleti imamo kar nekaj občinskih parcel, ampak da bi kupovali, pa nekako komunalno opremljali stavbne zemljišča tudi po ostalih krajevnih skupnostih, to je nekak cilj. Zdaj v Ivenkovci imamo ravno plan, da razparceliramo, odmerimo zemljišča in pa da jih tudi komunalno opremljamo, tudi pri Miklavžu bi tako začele. Žal pa pri ostalih krajevnih skupnostih nimamo trenutno obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč, ki bi bila primerna takoj za gradnjo. Zdaj, kaj se tiče stanovanj, hvala Bogu, bom rekel, da nam pristopajo 3 podjetja. Dve resni zadevi k temu, da bodo predvsem v Ormožu sedaj zgradili nove stanovanjske objekte z novimi stanovanji. Se pravi, ni nobena skrivnost, komunalno podjetje Ormož bo gradilo stanovanja, nova gradbeno dovoljenje je že pridobljeno, tako da se bo v letu 2020-2022 na novo gradilo. Tudi podjetje Marko Mark bo nekako po njihovih informacijah zgradilo od 15 do 19 novih stanovanj, tudi v Ormožu, tam proti Rdeškemu delu, in pa tudi elaborati oziroma projekti se delajo v stavbe, če mogoče zaveste, obpadnice v Ormož, kjer je bil včasih trgovina Cvetko, to se pravi sosednji objekt, lociran poleg gasilskega doma Ormož. Tako da to so nekako te zadeve, ki bi se dale pokoristiti oziroma ki bodo dodatna stanovanja. Tukaj ocenjujemo, da bi bilo nekje 40 do 45 novih stanovanj, bi naj Ormož pridobil. Seveda pa ni to rešitev za kompletno občino Ormož. Zdaj na občinski upravi, da še se stanovanjske problematike nekako lotim oziroma povem, na kakšen način jo želimo rešiti. Tam ste imeli napisano, da trenutno razpolagamo za 185 takimi neprofitnimi stanovanji. Pa še vedno je vrsta zadaj. Še vedno imamo takih 15 do 20 družin, ki enostavno nimajo stanovanja, ki nimajo rešene stanovanjske, začetne predvsem stanovanjske problematike in pa jim je treba pomagati. Zdaj tudi sprejeli smo na zadnje kolegijo, ki smo ga imeli, kar se tiče občinske uprave, da pristopimo tudi k nekako, da si pripravimo strategijo okrog upravljanja samih stanovanjskih objektov, ki jih imamo v lasti, da nekako začrtamo pravo pot, katera stanovanja mogoče nameniti ravno tem mladim družinam, reševanje te začetne prve stanovanjske stiske in pa okrog reševanja socialne problematike, ki imamo v občini Ormož, tako kot ste povedali, veliko brezposelnost je. Imamo
razvitosti, kar se tiče gospodarstva, in tu imamo manj predvsem v tej smeri, kar se stanovanj tiče. Tako da jaz verjamem, da bomo skozi to stanovanjsko politiko, skozi vključevanje stanovanjskega sklada slovenskega, skozi novogradnje teh stanovanj, ki sem vam prej povedal, nekako začrtali usmeritve vsaj v tej smeri. Mi se zavedamo, da predvsem prej ste omenili, da osnovno šolo boste končali, srednjo šolo boste šli, nekako pa si želite, če bi bila zaposlitev, če bi bila stanovanjska problematika, verjamem, da ste pripravljeni tudi ostati v občini Ormož in tukaj nekako gradite vašo prihodnost, se pravi vašo družino, dobiti stanovanje, si zgraditi hišo, dobiti službo, si izoblikovati družino in to je tudi naša želja. Zato tudi v tej smeri čisto prav študirate, prav ugotavljate, da je za gospodarstvo trenutno premalo ponajeno, da je za reševanje stanovanjske problematike premalo in da se moramo tega lotiti, je pa to, bomo rekel, velik izziv. 12 000 prebivalcev, brezposelnost ni mala, je procentualno nad, se pravi, vsemi slovenskimi, bom rekel, odstotki, ki jih kažejo kazalnike in tukaj imamo, kar se tega tiče, velike probleme. Tako da stanovanjska problematika je treba rešiti in verjamem, da nam bo to skozi vso to novogradnjo, skozi vseh teh 45 stanovanj, ki bo v prihodnosti nastalo, da bo vsaj to malo ublažilo, zadnjo pa pametno zgodbo, predvsem tukaj usmeriti, katera stanovanja ponuditi, mogoče celo tudi v odkup mlajšim družinam, ki se ukvarjajo s problematiko, katera usmeriti za socialne stisko in pa katere usmeriti za začasno bivanje, predvsem za reševanje prve stanovanjske problematike. Upam, da sem toliko razumljivo povedal. Hvala. Še kdo ima kakšno mnenje? Prosim. Mi pogrečamo predvsem urejene kolesarske poti. Opažamo, da so ceste na katerih odsekih nevarne, vozniki pa pogosto prehitri. Zato si bi želeli več kolesarskih stez, ker veliko učencev se v našo šolo vozi s kolesom. Urejena kolesarska pot do Jeruzalema bi verjetno pritegnila še več turistov, kot je že sedaj. Kolesarska pot do Ormoža pa je dokaj dobro urejena. Pogrešam pa kolesarsko pot do Ljutomera in morda celo do Ptuja. Ptuja pa bi morda bila v železnici, ker je ravna površina. Imamo tu kakšno mnenje o tem, kakšne imajo svoje krajne skupnosti? Mi bi si želeli kolesarske steze v cesti, ki je v slabem stanju, pa je tudi zelo prometna. Želeli bi si tudi urejeno parkirišče pri šole, saj velikokrat ni prostora, zato bi si tudi mi želeli kolesarske steze. Še kdo? Prosim. Bi radi imeli urejene kolesarske steze ali pa bi že, ker same naše šole poteka glavna cesta, bi mogoče tudi imeli tam kakšne semaforizirane za pešce pa za kolesarje. Še kdo kakšno mnenje, komentar o tem, kaj je bilo povedano? Ja, hvala. Zdaj, kar se tiče kolesarskih stez, verjamem, da zadeve še niso tako urejene, kot bi morale videti. Verjamem, da je varnost na prvem mestu, kar se vsega tega tiče. Zdaj, kaj je občina Ormož trenutno dela v kolesarskih stez, je naslednje. V izrisu so, predvsem za turistične namene, so v izrisu 6+2 kolesarskih steze, ki bodo nastale v občini Ormož. Pripravljajo se elaborate, na kak način označiti, kje radi bi predvsem prvo izkoristili vse te javne poti, stranske ceste, da čim več kolesarov damo na stranske ceste izven državnih cest, ki so prometno obremenjene. Tako da to bo v letu 2020 nekako imamo do prvih dnev odprtih vrat, se pravi tistih spomladanskih, imamo željo te kolesarske poti nekako izoblikovati, označiti in tudi, kar se tega tiče, napraviti turistom, pa tudi vsem nam, ki tu živimo, prijazno. Zdaj, prav ugotavljate, da so vse te predvsem državne prometne ceste, vpadnice zelo obremenjene in da je varnost zelo slaba na vseh teh odsekih. Zdaj, prijavili smo se na razpis in verjamem, da bomo v letu 2021 to zadevo uredili. Je cesta, se pravi, iz Ormoža proti Venkovcem, se pravi, skozi Pavlovce in pa priključitev dodatna oziroma nova ureditev tudi nadvoza v Pavlovcih. To so eni taki kritični odseke,
ki bi ne samo uredili varnost vseh teh, ki se vključujejo iz Ivankovske pa iz Miklaševske strani proti Ormožu, pa tudi kontra. Tukaj imamo kar prometno nevarno cesto in verjamem, da bomo to v letu 2021 uredili. Tudi, kar se tiče omenili ste v Venkovcih, ste omenili, da je pri glavni cesti tudi za pešce slabo poskrbljeno oziroma je varnost tam zelo slaba. Zdaj projekti nastajajo tam v letu 2021, bolj v letu 2022, predvidevamo v proračunu, ker gre za kar velik finančni zalogaj, da se tudi tam uredijo pločnike, nekako študiramo, da bi projekte vseeno preoblikovali in da bi preko enega razpisa dobili dodatna sredstva, da bi celo preoblikovali zamešani projekt, se pravi, da bi bilo poskrbljeno za kolesarje in pa za pešce, predvsem to odsek, kar se tiče Mihalovce proti Venkovcem. Tukaj je najbolj sporen del priključitve, se pravi, k sami osnovni šole in pa tudi študiramo, kaj bomo napravili tudi ob tej zožitvi, ko je nastala s tistim mostom, se pravi, od same pošte proti železniški postaji, tu imamo tudi tako eno črno točko v Venkovcih, ki jo tudi moramo nekako urediti. Tudi po ostalih krajevnih skupnosti verjamem, da za kolesarje bo treba poskrbeti z nekimi zdaj, mi tako pravim, prvo bomo elaborate napravili, bomo videli, kaj lahko z obstoječimi javnimi potmi, ki niso tako prometno obremenjene, kaj lahko z temi prvo rešimo, kasneje pa bomo predvsem te, ki pa so, kjer se bo moralo vseeno po državnih cestah voziti, pa v teh hodnicah pa planirati, kaj lahko napravimo, se pravi, z izvennivojskimi kolesarskimi potmi, tako da še tisto koliko toliko varno napravimo. Vsaki župan bo rekel, vse to je povezano z velikimi finančnimi zalogaje, je pa res, kar se tiče kolesark izvennivojskih, je pridobitve vse dokumentacije res zelo dolgotrajno, ampak je pa potrebno to napraviti, da to povežemo. Zdaj, Jeruzalem je bil tudi omenjen, kolesarska pot, se pravi, Jeruzalem je definitivno ena izmed naših turističnih biserov, ki ga treba poudariti. Zdaj za občino Ljutomer se pripravljajo projekti in so v teku, da bomo nekako napravili eno zelo lepo turistično naravnano z programskimi točkami pogledov, delamo povezavo med Svetinjami in pa Jeruzalemom. To bo skupni projekt, ki je spet kar visok finančni zalogaj, zdaj nekako ocene so tam med milijonom in 1,5 milijona, ampak prišlo pa bi res do cestne povezave, ki bi omogočala varno in pa zelo prijetno pot, kar se tiče pešcev, kolesarjev in pa nekako bi še v prvi fazi omogočala tudi zelo, bom rekel, z nekimi omejitvami hitrostnimi tudi povezavo, kar se tiče motornih vozil. Predvsem bi na tej poti med Svetinjami in Jeruzalemom radi dali poudarek pešcem, se pravi tisti, ki se sprehajajo in pa kolesarjem, ker se nam zdi, da je dosti bolj pomembna ta cesta za ta segment, kot pa za segment motornih vozil, avtobusov in pa vsega ostalega. Zdaj na Svetinjah bi tudi nastalo parkirišče, tudi na jeruzalemski strani bi nastalo parkirišče, tudi turistična točka, kar se tiče informacij in pa vsega ostalega tukaj na Svetinjah, kot tudi v Jeruzalemu. In moram reči, da so projekti, ki se zastavljajo, zelo dobro nastavljene. Če bo do te investicije prišlo, kar vsekakor mi verjamemo, bo to ena zelo lepa, prijetna točka, turistična, z polno lepih pogledov, razgledov, kjer verjamem, da bo tudi vaš čas oziroma vaša volja, vaše kolesarjenje, vaše pešpoti, da tudi na te pote našle lepe doživljenje in pa lepe poglede. Tako da to so tiste prve zadeve, ki jih nekako želimo vzpostaviti. Še enkrat pa bi se mogoče vrnil na tiste elaborate, kar se tiče kolesarskih poti. Se pravi, to res celostno študiramo, ne samo, da bo označeno po cestah, prišla bodo tudi kolesarske, se pravi, tudi nekako bi radi formirali izpolsevanje koles na teh točkah, se pravi, da bi povezali samo občino Ormož. Prišlo bo do večjih tabel, kaj se na teh kolesarskih poteh da videti, tako da celostno študiramo turistično in pa predvsem, da tudi vam približamo, da se boste kolesarsko lahko udejstvovali.
varno in pa čim bolj prijetno. Tako da, toliko, če je to zadosta. Če še ima kdo kakšno dodanje, kakšen komentar. Ja, prosim. Pri veliki nedelji pogrešamo tudi klopce, ki bi lahko, zato ker velikonedeljska panorama pritegne tudi kar nekaj turistov. Zato bi si želeli klopca, da bi si turisti lahko spočili in v miru pogledali vse. Ja, motijo pa nas tudi jarki, ki so še posebej v Mihovci, veliki nedelji v Trgovišči. Spodbudili bi komunalno podjetje Ormož k boljšemu čiščenju pa vzdrževanju teh jarkov, ker opažamo, da so jarki ponavadi velikokrat zamašeni, se zamašijo in ob velikem nalivu dežja so ponavadi prepolni in so tudi poplave pri večjih podjetjih, tujih hišah in to bi radi spodbudili komunalnemu podjetju. Zdaj pa okrog klopc, pa okrog turistične ponudbe. Zdaj v same velike nedelje bo z naslednjim letom tudi poskrbljeno, da bo tam v sami osnovni šoli, v samem gradu, cerkve, bo tudi poskrbljeno, da bo velika nedelja tudi dobila eno turistično točko, se pravi, ki bo neka enota te naše glavne turistične, to je turistično-informacijskemu centru, kar se tiče Ormož, tako da bodo vse informacije tam pridobljene. Zdaj tudi, kar se tiče teh glavnih klopi in vsega ostalega, smo na zadnjem kolegiju tudi se nekako odločali, da bomo v vsaki krajevni skupnosti probali izoblikovati neko točko, ki bo imela nek pomen, se pravi, ne vem, sama vpadnica krajevne skupnosti Velika nedelja, se bomo jo probali preoblikovati v nek manjši park, kjer bodo na voljo kakšne klopi, kakšne informacije, kjer se bo krajevna skupnost Velika nedelja tudi nekako predstavila. Tudi po ostalih krajevnih skupnosti smo si nekako zadali cilj, da tudi pri Miklavžu v Venkovcih določimo neke točke, kjer bi dali poudarek. Konec konca, ko pridejo k nam druge turisti oziroma kdorkoli, nekako se osredotočijo tudi na urejenost samega centra. V krajevnih skupnosti tudi nekako, kaj v tisti krajevnih skupnosti moč dobite, oziroma na kakšen način imamo, kar se tiče same urejenosti, pa vsega ostalega poskrbljeno. Tako da v neki smeri bomo tukaj študirali, tam so bile tudi, vem, da sem zasledil tudi, da bi si želeli klubs, ki so interaktivne, ki ponujajo nekaj več, se pravi polnjenje telefonov in pa vsega ostalega. Tudi te ponudbe imamo v hiši. Tako da verjamem, da bomo tudi enkrat v tem lahko študirali, da bomo se mogoče tudi ukvarjali z temi klopmi, z to dodano vrednostjo. Res pa je, da imamo prekrasne kraje, ki jih je treba nekako prezentirati, ki jih je treba pokazati, ampak je mora tudi ni samo poanta, da samo mesto Ormož dobiva svojo podobo, da tudi vse ostala središča krajevne skupnosti dobiva svojo podobo. Tako da bomo predsednika KS-a in pa vse ostale krajevne svetnike Velike nedelje vključile, tudi osnovna šola, vsi ostale, kje želijo, da bi se te zadeva postavila, kje želijo, da bi nekako izoblikovali neko točko v Veliki nedelji, ki bi dala nekaj dodatni pomen, pa se bomo kasneje pogovarjali tudi, kar se tiče ureditve vsega tega. Zdaj, kar se tiče ureditve samega jarka, nekako komunalno podjetje to obveščati, tu ste zdaj prave tu vlogle, ki so za to dolžne poskrbeti, tako da okrog teh jarkov, pa okrog vzdrževanja samih cest, pa okrog vsega, kar je povezano, okrog poštne, pa vsega ostalega, ste pravamo to omenili, župano, tudi podžupanje sedi, tudi kar se tiče občinske uprave, tako da je na tem treba pogledati, zakaj do tega prihaja. Zdaj moram pa tako povedati, da niso vedno krivi samo jarke, pa neočiščenost jarkov. Vse novogradnje, vso preoblikovanje, bom rekel, narave, izkopi takšni in drugi so nam pripeljali
tudi tako daleč, da nam poplavljajo nekaj zadeve, tudi izgradnjo novih cest, tudi izgradnjo novih pločnikov, odvodnjavanj, tak in drugače rešenih, so nam pripeljali do tega, da smo si napravili mogoče točke po krajevnih skupnostih, ki nam zaradi takšnih in drugih gradenj, novih posegov v naravo napravijo dodatne probleme. Zdaj, če se osredotočim na Veliko nedeljo, tam smo jih v Mihovci kar nekaj odpravili. Sama vpadnica v glavni cesti od Mihovec proti Veliki nedelje imamo 3 take točke, ki so zelo kritične. 2 smo odpravili, 1 še moramo. Tudi z druge strani Velike nedelje, kar se tiče Cvetkovec proti Trgovišču, še imamo en velik problem, kjer se je ob nekih dodatnih gradnjah tudi železniške proge in vsega ostalega, so se določene propusti zaprle in tam poplavljajo tisti zadnji del Trgovišča, tako da se tudi te problematike zavedamo. K temu smo tudi pristopili, tako da bomo tam nekako prebili glavno cesto državno in usmerili to vodo na ta jarek, tako da bomo se probali vsega tega rešiti. Je pa res, denarja za vzdrževanje cest, vzdrževanje jarkov, za čiščenje vsega tega, kar je k temu potrebnega, bomo rekli, vedno premalo. Tega bi morali imeti vedno vsako leto več. Zavedamo se, da je prvo potrebno poskrbeti za tisto, kar imamo, obvarovati vse tisto, kar smo zgradili, tudi kar se tiče poplav in vsega ostalega, je razmišljanje čisto pravo, potem pa, bomo rekli, izvajati dodatne in pa novogradnje, dodatne investicije in pa tako naprej. Tako da mi se bomo potrudili, imamo tudi neke nove rešitve, kar se tiče, zaposlili bomo novega strojnika, da bo še bolj občinski stroj, bomo rekli, dejaven, delaven, tako da bomo še več jarkov lahko izkopali, ko smo letošnje leto, tudi nekako imamo v planu, da bi tudi košnja trave, tudi vsega ostalega se zvrstila na vse, na tistih padnicah, ki so bolj obremenjene, ki so bolj prometne večkrat letno, in pa da bi nekako še okrog vseh teh propustov, vseh teh točk, ki moram reči, da imamo v občini kar dosti točk imamo, kjer nam zadeva poplavlja, kjer nimamo urejeno, da še bomo več vložili v te zadeve, da bomo res varovali tisto, kar imamo. Tako da bomo se potrudili, hvala za vaše mnenje, za tudi dobesedno za pozitivno kritiko, da se mora na tem več napraviti in verjamem, da bomo čim več na tem segmentu tudi napravili. Še kakšno mnenje, komentar? Ja, prosim. Oziroma, če bi nam lahko povedali tudi vaše mnenje o nastajanju trgovine v krajevnih skupnostih. Zdaj, nastajanju trgovine, tu ste verjetno mislili tam ob gasilskem domu, tako je včasih bilo? Tam, ki je bila stara pošta. Ja, zdaj okrog trgovina je tak, da sem čisto odkrit. Njegov želja je občina Ormož, da to trg prepozna. Imamo pa res probleme po krajevni skupnosti, da so nam začele zapirati trgovine, pošte, manjše in pa vse ostalo. In vsekakor si tega občina ne želi, oziroma je treba nekaj napraviti, kaj zdaj na tem segmentu napraviti. Zdaj, na kakšen način spodbudite kot občina, kot ustanova, da bo nastala trgovina pri vas, je bolj kot ne pogovor, nudenje, težko nudimo kakšno ugodnost, kar v resnici gre tam za privatno lastnino. Težko karkoli tukaj nudimo, želja pa nam je, da bi mogoče v centru Ivenkovec tam nekaj nastalo. Zdaj moram reči, da nastajajo zadaj projekte, kjer bomo nekako razširili gasilski dom, pa radi bi se pravi bolj prijetno napravili za krajevne prostore, za uporabnike krajevnih prostorov. Namreč tam je stopnišče, težko dostopno, isti problem imamo v Veliki nedelji, verjetno so tudi vi sodelovali pri tem, da še tudi tam uredimo in tam bi tisti objekt, ki je poleg, bi ga preuredili tudi v prostore krajevnih skupnosti. Zgodilo se bo najverjetneje, da bo urejen še kakšen prostor več, ki bi lahko prišel potem v takšne namene. Pravim pa, potrebno pa kaj je naloga občina.
je zagotoviti čim boljše pogoje, razmere, doseči čim večji razvoj, ne samo v mestu Ormož, ampak tudi po vseh krajevnih skupnosti, tako da bodo vsi tisti, ki želijo vlagati v našo občino, da naj bo to trgovina, naj bo to, tudi prej je bilo omenjeno, da bi mogla biti kakšna trgovina, ki bi bila bolj naklonjena mladem, športu, vsem ostalemu, tako da v resnici trg zadiha oziroma začute, da pa se v Ormožu nekaj dogaja, da pa je kupna moč narasla, da pa se splača trgovina tudi tam napravite, ali pa vse ostalo, to bomo rekel, jaz mislim, da je to ta prava usmeritev občine. Jaz upam, da se bo to čim prej zgodilo, da bomo pridobili neke investitorje, kar se gospodarstva tiče, da bodo ljudje pri nas ostajali, da bodo ljudje pri nas razvijali svoje zgodbe, kar se prihodnosti tiče, da se bo nekako občina začela polniti, da ne bomo več, glede, to je zaskrbljujoče, da imamo že po 12 000 občanov v občini Ormož in pa da bo trgovina sama, da bo sam trg začutil, zdaj bo v Venkovcih, pa si želimo trgovine, pa si želimo še kakega drugega obrata, ker vemo, da bo tu prodaja šla po domače povedano. To je tisto, kar lahko občina napravimo. Hvala, še kdo? Ok, potem pa, če ni več prijavljenih v razpravo, predlagam, da potem preidemo na glasovanje. Torej, predlagam, da se s pomočjo ankete preveri zadovoljstvo vseh osnovnošolcev od 1. do 9. razreda. Torej, na glasovanje bi zato dala 2 sklepa, in sicer sklep številka 1. Opravi se anketa, analiza mnenja osnovnošolcev glede uresničevanja nalog občine. Torej, glasujete z dvigom rok, torej, kdo je za in kdo je proti. Torej, najprej kdo je za. Torej, ugotavljam, da je z 19 glasovi za in nobenim proti potrjen sklep številka 1, torej opravi se anketa, analiza mnenja osnovnošolcev glede uresničevanja nalog občine. Torej, na glasovanje podam še drugi sklep, torej sklep številka 2, predlogi za vprašanje anketi se pošljejo župani do konca meseca decembra 2019. Torej, predlagam, da prejdemo na glasovanje, torej kdo je za, z dvigom rok potrdite. Torej, spet z 19 glasovi za in nobenim proti je potrjen sklep številka 2, predlogi za vprašanje anketi se pošljejo župani do konca meseca decembra 2019. Torej, s tem zaključujem 3. točko dnevnega reda in predlagam, da preidemo na 4. točko dnevnega reda, torej pobude, predlogi in vprašanja svetnikov. Vsaka šola ima pravico do ene pobude oziroma vprašanja. Torej, najprej osnovna šola Venkovce. Te pa, če ima kdo kakšnokoli vprašanje še oziroma pobudu, pa se prijavi z dvigom rok pa vprašanje. Ja, prosim. Osnovna šola je zelo stara šola, vendar nam je všeč. So pa stvari, ki nam niso všeč, kot so naprimer v starem delu šole so razpoke ter madeži in talne obloge so uničene. Vendar nas najbolj motijo v starem delu stene, ki so madeži in razpoke. Zato nas zanima, ali bi lahko vse prebelili v starem delu šole stene. Ja, zdaj, po tej seji imamo tudi kolegi z samimi ravnatelji osnovnih šol, tudi ogled imamo same osnovne šole, ravnatelj tudi to predlagal. Danes se bomo tudi pogovarjali okrog samega vzdrževanja osnovnih šol, pa na kak način bi se to financiralo pa delalo. Bom si danes pogledal to zadevo, kar se tiče tega starega dela, jaz verjamem, da je potreben obnove. Bomo pa videli, koliko tega je, pa kakšen je to finančni zaloge. Bomo pa se potrudili, da predvsem imamo nekaj osnovnih šol, tudi v Ormožu je stari del, tudi Velika Nedelja, zdaj nekatere šole so bile energetsko sanirane, ena še bo, v osnovni šoli Gorgorce,
da bi prioritetno, no, oziroma probali nekaj predvsem te zadeve prej sanirati. Hvala, še imam to. Ja, prosim. Všeč nam je, ko se lahko ob Dnevu Evrope družimo z učenci iz drugih šol. Radi bi, da bi bilo takšnih druženj še več. Za konec bi še povabili gospoda župana, da nas kdaj obišče in spozna, kako poteka delo na naši šoli. Hvala za povabilo. Bom se več udeležil, da sem videl dvakrat ali trikrat pri vas, premalo verjetno. Bomo se malo podružili, pa bomo kakšno rekli okrog dogodkov. Moram pa reči, da koliko spremljamo osnovno šolo, ste zelo dejavni, aktivne, beležite odlične rezultate, tako da kompletno organizaciji same šole, tudi vam, učencem in učenkam, ki ste tam, tudi vključevanje v samo lokalno skupnost, tudi letos ste, mislim, da ste se prvič vključili tudi v samo ormoško poletje. Vaše vključevanje okrog tega, okrog vaših dogodkov je pohvale vredno, zato s polno angažiranostjo, s polno motivacijo tudi tako naprej. Obljubim pa, da bom se ob takšnih in drugih dogodkih se vam tudi pridružil, da bomo kako rekli, pa tudi bomo rekli, kakve želje, pobude, tako jih danes predstavljate, bomo tudi predebatirali na takem neformalnem, prijetnem srečanju. Še kakšno vprašanje? Torej, hvala vsem za predstavitve, mnenja in pobude. Ker smo izčrpali vse točke dnevnega reda, s tem zaključujem današnjo sejo in vidimo se na naslednji seji, ki bo približno aprila ali maja. Hvala.